Oči svetovne javnosti pa so trenutno uprte v saudski konzulat v Turčiji, kjer je pred tedni izginil saudski novinar Jamal Khashoggi. Khashoggi je v saudski konzulat v Istanbulu vstopil 2. oktobra zgodaj popoldan. Zaradi poroke je potreboval rojstni list, a od takrat ga niso več videli. Da, gospod Khashoggi je sred belega dne vstopil v konzulat, nato pa čudežno izginil. Potem, ko so kot osumljenca že izključili Davida Copperfielda, saj ima ta trden alibi, bil je namreč v Londonu in Parizu hkrati, je trenutna razlaga dogodkov, da naj bi novinar umrl med zaslišanjem, med katerim so ga po nesreči obglavili. Saj veste, kako je s temi giljotinami. Človek da glavo not, pa se pa kar sproši. Ker pa še vedno nikjer ne najdejo novinarjevega trupla, je v prostore saudijskega konzulata vstopila tudi posebna forenzična enota. Svet pa se sprašuje, koliko dokazov, da so ga tam ubili, bi forenziki po 2 tednih od izginotja sploh lahko našli, še posebej zato, ker je le malo pred prihodom preiskovalcev v konzulatu vstopilo osebje čistilnega servisa. Čakaj, kaj? Nisem dobro slišal. Kako je pa to pol izgledalo? Halo, forenziki tukaj, danes bomo prišli pogledati vaše prostore. Prav, pridite ob 3, ko ob 8 bomo peroksid polili, ob 10 pridejo menjati parket, ob poldne pa malamo stene, ki so... Vi spridite ob 3, prav? Da naučiš čistilni servis, tik preden pridejo bajto pregledati forenziki, je, če naročijo transfuzijo, takoj preden policaj zapihati da. Šport in šah. Po remiju na tekmi s Ciprom je predsednik Slovenske nogometne zveze odpustil selektorja Tomaža Kavčiča, ki se je svoje razrešitve najbrž zavedal že takoj po tekmi. Jaz mislim, da smo na pravi poti, ekipa se pomlajuje. Aha, okej. Pojma ni imel. Tomaž Kavčič je tako postal rekorder, saj je pozicijo selektorja prevzel šele decembra lani. Od Srečka Katanca. Mnogi pa bi sedaj v vlogi selektorja želeli videti Matjaža Keka. Čak mal, Katanc, Kavčič, Kek. Meni to zveni, da gre predsednik nogometne zveze s prstom po imeniku, pa po abecedi kliče ljudi, ki jih pozna. Se pravi, če Kek zavrne, bo naslednji selektor Krhin ali pa Kurtič. Sistem je sicer nelogičen, je pa pomirjujoč, ker vemo, da bo rabil še kar nekaj časa, preden pride do Zahoviča. Po pravic povedano, jaz ne spremljam fuzbala in glede na to, kakšna medijska gonja sledi vsakem porazu reprezentance, sploh ne vem, zakaj bi kdo hotel biti selektor. Najvišja zgornja meja plače, ki čaka novega selektorja, je 350 000 evrov na leto. Pa tako povejte, ne, zdaj mi je pa jasen. 350 000 evrov za ene 10 tekem na leto, to je 35 000 evrov za 90 minut dela. Se pravi, je selektor reprezentance en redkih ljudi v Sloveniji, ki ima boljšo minutno postavko kot maserka v erotičnem salonu. Je pa res, da maserka v povprečju vidi več srečnih koncev kot slovenski nogometni selektor. Kanada je postala šele druga država po Urugvaju, ki je popolnoma legalizirala marihuano, tudi v rekreativne namene. Kakšni bodo dolgotrajni učinki legalizacije, lahko le ugibamo. Najbrž pa bo Kanada v svoji zastavi že kmalu morala spremeniti svoj glavni simbol. Več o odzivih na ukrepe pa nam bo povedal naš severnoameriški korespondent Mirko Traven. Mirko, se slišimo? Excuse me while I light my spit. Ok, Mirko je neuporaben. Iz Kanade še sporočajo, da so prodajna mesta z legalno marihuano svoje zaloge razprodala že prvi dan, prodajna mesta s čokolado in piškoti pa dan zatem. Zdaj pa k romantiki, ker je 71% uporabnikov Tinderja v raziskavi leta 2016 dejalo, da ne bi nikoli spalo z nekom, ki je volil Trumpa, so za desno usmerjene, ljubezni željne občane razvili aplikacijo Donald Daters. Aplikacija je nekakšen Tinder za podpornike Trumpa in je zelo uspešna, saj uporabniki nikoli ne želijo podrsati v levo. Starejšim ameriškim bogatašem bo aplikacija v veliko pomoč pri iskanju samskih slovenskih manekenk, ki jih ne moti, če so njihovi možje bolj kot v njih zaljubljeni v svojo hčerko iz prejšnjega zakona. Ker smo že v drugi polovici oktobra, so v večjih slovenskih mestih že začeli obešati novoletne lučke. Tako smo se tudi pri nas uspešno prilagodili na 2 letna časa, poletje in novo leto. Še posebej so se letos potrudili v Kopru, kjer so za lučke porabili kar 500 000 evrov. Je pa komentiral lučke. Ponosen sem na naše delo in na te lučke pa še posebej. In to je izredno majhen vzložek, 500 000 evrov je smešna številka, zato ker boste videli to sezono. 500 000 evrov ni nič, toliko jaz porabim v enem vikendu za bencin in prometne kazni, kaj vi ne?
Pol milijona evrov za lučke se res mogoče sliši veliko, ampak Boris Popovič ima pač rad lučke. Tu smo v Kopru, na študentskem žuru. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!